Na tej točki me nič več ne preseneča glede dogajanja na Irskem. Imamo zelo veliko skupino propalestinskih aktivistov. Bolj sovražijo Izrael, kot pa da bi bili propalestinski. Ker njihov cilj ni rešitev konflikta med Izraelci in Palestinci ali kakršnakoli rešitev, ki bi prinesla mir. Njihov cilj je, da Izrael preneha obstajati. Zavzemajo se za BDS. Dosledno demonizirajo izraelsko državo. In še naprej vodijo kampanjo tukaj, kot da bi se vojna med Izraelom in Gazo še vedno dogajala. Izrael je večkrat obtožen genocida, etničnega čiščenja. Preprosto se nikoli ne ustavi. Vsak konec tedna imamo v tej državi tedenske demonstracije, na katerih sodelujejo iste skupine in na ulicah imamo tisoče ljudi. In skupina Irski šport za Palestino je podskupina nečesa, kar se imenuje Irska kampanja solidarnosti s Palestino. Obstajajo že dolgo časa. Skupina Irski šport za Palestino kot podskupina cilja na vse, kar je povezano z Izraelom ali ima kakršnokoli zvezo z njim. Ne gre samo za izraelsko vlado, gre za demoniziranje vsakega Izraelca in spravljanje na vse, na kar se sploh lahko spravijo. In žal to vpliva na miselnost ljudi na Irskem. Ti dve tekmi, Izrael proti Irski konec septembra in nato Irska proti Izraelu 4. oktobra, sta zdaj postali osrednji točki za kampanje. V Dublinu poteka kampanja z imenom Ustavite tekmo na nogometnih tekmah. Med tekmami se pojavljajo transparenti, ki zahtevajo, da Nogometna zveza Irske bojkotira tekme. Prej je Nogometna zveza Irske glasovala, da zaprosi UEFA naj izključi vse izraelske nogometne ekipe iz evropskih tekmovanj, prav tako pa tudi izraelsko reprezentanco. Zdaj, to ni nikamor napredovalo, vendar gre za nadaljevanje osredotočene kampanje demonizacije. In ne morem reči, da sem presenečen, ker to zdaj okužuje vsak vidik irske družbe. Rada bi razumela, veste, zgolj iz radovednosti ob vseh gospodarskih težavah in vsem, s čimer se morajo spopadati vse države in njihovi državljani, zakaj so tako obsedeni z Izraelom? Kaj pa, na primer, kako spraviti hrano na mizo? To je zdaj postalo kult. To je preseglo politično kampanjo znotraj določenih družbenih progov, sprejeti si le, če sovražiš Izrael. Okužilo je 90% irskih tiskanih in elektronskih medijev. In pri nas, v našem parlamentu, v Doylu, je pripoved povsem na strani opozicije, protiizraelska. In seveda je irska vlada v zadnjih 2 letih in pol, od 7. oktobra, z podžigajočo in strupeno retoriko k vsemu temu prispevala. To je nerazumno. To je postalo skoraj kot verski sistem prepričanj. Imamo mlade ljudi na Irskem, za katere mislim, da zapolnjujejo svojo eksistencialno praznino. Zdaj, ko so ljudje manj versko zavezani, sprejemajo novo vrsto antiizraelske religije, ki jo dojemajo kot propalestinsko. Toda to, kar so dejansko storili in kar še naprej ponavljajo, je sprejemanje in podpiranje pripovedi Hamasa. Nekateri vodilni ljudje, ki so sodelovali v kampanji za bojkot teh tekem, so bili posamezniki, ki so 7. oktobra na družbenih omrežjih slavili grozodejstva, pokole, spolne napade in posilstva. Wow, ki so se dogajala v Izraelu. In odkar so izvedeli več o tem, kaj se je tisti dan zgodilo, so samo še bolj vztrajali in jih prikazali kot legitimni odpor. Wow. Bojim se, da je to miselnost, s katero imate opravka. Irska vlada in Nogometna zveza Irske sta doslej, in poudarjam doslej, zavzeli stališče, da naj bi se tekme odvile. Nogometna zveza je to stališče sprejela nerada, iz strahu, da bi jo UEFA kaznovala ali celo izključila iz mednarodnih tekmovanj. Irska vlada, ki večino časa popušča tem skupinam in zamiži pred njihovo toksično in antisemitsko naracijo.
Zdaj čuti nekaj pritiska, ker so jo osramotili v Združenih državah Amerike. Majhna judovska skupnost tukaj je skupaj z našo manjšino zaveznikov poskušala nuditi nekaj odpora, vendar ima resničen vpliv le mednarodna politična zadrega. In seveda k temu je treba dodati še to, da bo Irska 1. julija prevzela predsedovanje Evropski uniji, irska vlada pa bo predsedovala 6 mesecev. Te tekme sovpadajo z predsedovanjem, hkrati pa tudi z prizadevanji irske vlade, da pritisne na druge članice Evropske unije, naj začasno prekinejo sporazum o pridružitvi med Izraelom in EU. Alan. Počasi nam zmanjkuje časa. Imam še eno vprašanje, ki ga želim zastaviti. Povejte nam, kaj o judovski skupnosti. Mislim, da je precej majhna in dejstvo, da ste njen član ter da ste se povzpeli na vodilne položaje v vladi, je tudi zelo opazno. Judovska skupnost v Dublinu šteje skupaj nekje med 2500 in 3000 ljudi. Skupnost vključuje prvotno skupnost, ki šteje približno 12 do 1300 ljudi. Skupaj s številnimi Izraelci, ki živijo v tujini, Američani in drugimi Judi, ki začasno delajo na Irskem za mednarodna podjetja. Tukaj so s svojimi družinami, nekateri morda ostanejo. Tudi vzdušje na Irskem postaja strupeno. Judovska skupnost se počuti pod pritiskom. Naše ustanove potrebujejo varovanje. Čeprav to pred 10 leti recimo ni bilo potrebno, kadarkoli potekajo dogodki. In dejansko judovska skupnost ugotavlja, da so njihovi dogodki odpovedani ali pa so sami izključeni. V okviru kakršnega koli zagovorništva, v katerem sodelujem v imenu Izraela, na eni od naših nogometnih tekem Premier lige je bil razstavljen velik transparent, ki so ga držali gledalci. Člani določenega nogometnega kluba pa so ga organizirali, ki me osebno obtožuje, da sem odgovoren za umor 20 000 otrok. Wow. To je vzdušje, v katerem živimo. Torej, družbena omrežja, irska družbena omrežja so grozeča in strupena. Do zdaj še nismo imeli takšnega nasilnega dogodka, kot smo jih videli v Združenem kraljestvu, Avstraliji, Sydneyju in Združenih državah. Vendar nas je veliko zelo zaskrbljenih, da je neizogibno, da se bo v prihodnosti tudi tukaj zgodila podobna tragedija. Wow. Alan Shatter, hvala, da ste bili tukaj. In to je res tako, veste, pretresljiva tema, ko vidiš, kaj ljudje tam doživljajo in vso to sovraštvo proti Izraelu. Zelo cenim vaš čas. Nasvidenje.